Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. Priznanje z nagrado Alojza Kocijančiča za posebne dosežke pri oblikovanju, raziskovanju in ohranjanju kulturne identitete Istre in njeni prepoznavnosti v širšem prostoru za leto 2024 je prejel pesnik, pisatelj in dramatik Franjo Frančič. Nagrado, ki jo podeljujejo vse od leta 1993, so mu predali v sredo v Pretorski palači. Soglasno ga je izbrala 5-članska komisija. Pomeni mi, da bom lahko hčerki dal pa vnukov nekaj denarja. To mi največ pomeni. Ostalo pa, kaj če imamo vsej gospoda noben ne pozna. Kocijančiča noben ne pozna. Solze mi teče, ko berem njegove pesnice, molim in se bičam s svežimi koprivami po intimnih delih. Tako hudo je biti pesnik ali pisatelj. To je eno samo trpljenje, neskončno trpljenje, od jutra do večera in še po noči. Garanje. Franjo Frančič je rojen leta 1958 v Ljubljani, mladost je preživljal v vzgojnem zavodu, kjer se je izučil za galvanizerja. Diplomiral je na fakulteti za socialno delo, ter se nato nekaj let preživljal s priložnostnimi deli, nato pa je postal svobodni kulturni delavec. Njegovo najbolj razvpito delo je roman Domovina, bleda mati, za katero je prejel nagrado Zlata ptica, ki jo je odklonil. Skupno je sicer prejel 50 nagrad na natečajih v Avstriji, Italiji, Srbiji, na Hrvaškem in v Sloveniji, kamor se uvršča tudi najvišja nagrada občine Piran za kulturne dosežke Tartinijevo priznanje, ki jo je prejel leta 2017. Njegovih 30 knjig je prevedenih v 10 tujih jezikov. V svojih delih teži k upodabljanju realnega življenja ter odkrito govori o temah, ki so ponavadi zamolčane. Uvršča se med najbolj kritične avtorje svoje generacije. Na Mestni občini Koper so določili tudi letošnje prejemnike občinskih priznanj. Priznanje 15. maj bo prejel Aldo Zubin, in sicer za dolgoletno, neprecenljivo strokovno delo in prispevek k razvoju, ohranjanju in promociji pohodništva, kolesarjenja ter planinstva v slovenski Istri za spodbujanje vzgoje in delo z mladimi ter vzorno skrb in odnos do okolja. Aldo Zubin je z dolgoletnim prostovoljnim delom eden ključnih pri razvoju in vzdrževanju planinskih ter kolesarskih poti, s čimer je pomembno prispeval predvsem k naravovarstvu, rekreaciji in promociji kulturne dediščine. Poleg tega je tudi izjemna osebnost, ki je vselej spodbujala k odgovorni rabi in skrbi za okolje. Priznanja z veliko plaketo bodo prejeli tudi Rado Gregorič za dolgoletno delo v športu, Judo klub Koper ter društvo Vinol za uspešno delovanje in pomemben prispevek k ohranjanju in razvoju vinogradništva ter oljkarstva. Poleg tega so na občinskem svetu podprli rekonstrukcijo srednjeveškega obzidja Kubet, se zahvalili poveljniku in direktorju gasilske brigade Koper, Denisu Glavini, ki odhaja v pokoj za opravljeno dolgoletno strokovno in požrtvovalno delo, ter podali pozitivno predhodno mnenje k imenovanju Neve Tomažič za direktorico obalnega doma upokojencev Koper. Včeraj je v dvorani Svetega Frančiška v Kopru potekala 22. slavnostna akademija s podelitvijo priznanj Univerze na Primorskem, ki vsako leto poteka okrog 17. marca, dneva, ko je bila leta 2003 univerza vpisana v sodni register. Na omenjeni proslavi se vselej podelijo tudi priznanja vsem, ki so svojim delom ali aktivnostmi prispevali k razvoju, ugledu in uspehu univerze. Večer je svojim nagovorom otvorila rektorica Univerze na Primorskem, Klaudija Kutnar, ki je pohvalila obdobje zadnjih 4 let. Četudi ste se svet in Univerza na Primorskem tekom tega obdobja srečala z mnogimi izzivi, lahko vsaj za Univerzo na Primorskem trdimo, da smo jih s skupnimi močmi kot povezana univerzitetna skupnost uspešno rešili. Dosegli smo vse svoje cilje in jih na nekaterih področjih občutno presegli. Bili smo finančno stabilni in skupne letne prihodke povečali za 50% oziroma na slabih 43 milijonov evrov v letu 2024. Nabavno vrednost osnovnih sredstev smo povečali za 50%,
oziroma na skoraj 86 milijonov evrov in s tem zagotovili vrhunsko raziskovalno opremo ter IKT in drugo infrastrukturo. Število študentskih ležišč smo povečali na 640 oziroma za 67%. Kadrovsko smo se okrepili na 800 oseb na zadnji dan leta 2024 oziroma za 17%. Svojo govorko pa so imeli na odru tudi predstavniki študentov, saj je v njihovem imenu o preteklem obdobju govorila predsednica študentskega sveta Univerze na Primorskem Lana Erjavec. Veliko pozornosti smo namenili medfakultetnemu povezovanju študentov Univerze na Primorskem in pa okrepili naše povezovanje s študenti drugih slovenskih univerz. To nam je omogočilo izmenjavo idej za urejanje težav in uvajanje novih zadev. Prvič smo gostili meduniverzitetno športno tekmovanje, ki se je izkazalo za pomemben dogodek, ki je pomemben tako za nas kot za širšo študentsko skupnost. Dogodek je služil krepitvi prijateljskih vezi med študenti ter iskanju novih priložnosti za sodelovanje. Preko vključenosti v Evropsko zvezo Transform for Europe in udeležbe na drugih pomembnih študentskih konferencah smo vzpostavili sodelovanje študenti drugih evropskih univerz in spregovorili o študentski problematiki ter skušali poiskati rešitve. V preteklem letu je študente pričakalo kar nekaj sprememb, najbolj pa smo se razveselili pričetka 24-urnega delovanja Univerzitetne knjižnice Univerze na Primorskem in možnosti izposoje prenosnih računalnikov. Verjamemo, da bodo potrebe študentov še naprej upoštevane in da bomo še naprej skupaj ustvarjali prijazno in podporno okolje za vse. Pred podelitvijo nagrad je vse prisotne nagovoril tudi slavnostni gost, eden izmed 12 prejemnikov nagrad, dr. Diego de Leo, vodja Slovenskega centra za raziskovanje samomora, ki je pred 2 letoma gostil enega najpomembnejših dogodkov s področja, in sicer Kongres Svetovne zveze za preučevanje samomora. Vsekakor so to vrstne prireditve dokaz, da Univerza na Primorskem iz leta v leto na vseh področjih napreduje, tako kot njihovi predstavniki. Na Fakulteti za menedžment se je teden začel z delavnico z naslovom Podnebne spremembe ali pot v neznano, ki se je udeležilo približno 100 študentk in študentov. Dejansko je delavnica, kjer bi si pogledali, kaj pravzaprav prinašajo podnebne spremembe, kaj vemo o njih, kaj predvidevamo, kaj bo dobrega, kaj bo slabega, pa seveda potem tudi imeti eno širšo diskusijo, ker se, veste, podnebne spremembe tičejo vsega, in gospodarstva, in narave, in nenazadnje etike, Tako da ja, jaz upam, da bo zelo živahno. Izpostavila je tudi, da bi morali ljudje glede te tematike okrepiti svoje znanje, saj se o podnebnih spremembah v šolah ne učijo. Pomembno je razumevanje problema, ki nato sproži ukrepanje in akcijo. Na delavnici je študentom povedala, da podnebne spremembe prinašajo nova tveganja, in sicer fizična, kot so poplave, suše, plazovi, nove bolezni, socialna, kamor spadajo migracije in civilna nepokorščina, gospodarska, kot so spremembe trgov, zalog davkov, nihanja cen, in politična, kamor spadajo vojne za vodo in vire ter okoljski terorizem. Podnebne spremembe so energetski problem v bistvu, to se pravi varčevanje z energijo, zamenjavo energije, učinkovita raba, To je tisto, kar lahko naredi vsak, Študentje pa seveda lahko to še mogoče v kontekstu nekega, kako bi rekla, sodelovanja, med mladimi, mogoče to tudi promovirajo, ne samo, da sami počnejo, Po drugi strani je pa zelo pozno že, da bi podnebne spremembe ustavili. In tudi tukaj rabimo, bi rekel, nek odziv pri prilagajanju, Kako se prilagajati na neurja, na dvig morske gladine, na to, da mogoče kakšne druge invazivne vrste prihajajo in da nas to tudi bo stalo, nenazadnje tudi človeških življenj. Tako da tudi neke rešitve inovativne, Kako se s prilagajanjem na to, kar je, ukvarjati, kako postaviti zavarovalništvo na novo in podobne stvari, Tukaj imamo nek mlad, živahen pristop, nove ideje. Na vprašanje, ali smo v Sloveniji na to dovolj pripravljeni, pa je odgovorila nikalno, saj slovenske vlade vidijo le energetsko komponento in si do neke mere prizadevajo vsiljevati obnovljive vire, ne vidijo pa, da obstaja mnogo širša potreba po spremembi.
Na obalnem območju bodo podnebne spremembe prinesle predvsem dvig morske gladine, kar bo povzročilo, da bo morje najprej preplavilo nizko ležeče dele Pirana. Prav tako so že problem vročinski valovi in pomanjkanje vode. Vsako pomlad na Marjetici Koper tradicionalno izvedejo akcijo brezplačnega prevzema nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, ki bo letos trajala vse do sobote 29. marca. Premična zbiralnica bo v mestni občini Koper ter občini Ankaran obiskala 60 lokacij v 22 krajevnih skupnostih. Ljudje lahko oddajo vse vrste nevarnih odpadkov, ki se skozi leta naberejo v stanovanju. Če slučajno zamudite prihod posebnega vozila v vaš kraj, lahko nevarne odpadke kadarkoli brezplačno oddate na zbirnih centrih prej omenjenega komunalnega podjetja. Pomembno je vedeti, da morate zraven priložiti položnico, ki dokazuje vključenost v reden odvoz komunalnih odpadkov. Nevarni odpadki so tudi stvari, ki jih vsak dan uporabljamo. Baterije, odpadna zdravila in tista s pretečenim rokom uporabe, doze sprejev in dišav, kozmetika, avtomobilski in drugi akumulatorji, čistila, barve in laki, topila, pesticidi, svetila in žarnice ter jedilna in motorna olja. Te odpadki namreč vsebujejo veliko biološko in kemično nevarnih snovi, ki škodujejo okolju. S pravilno oddajo in ločevanjem omogočimo ponovno uporabo oziroma reciklažo, kar prispeva k zmanjšanju porabe novih surovin in obremenitvi odlagališč, hkrati pa tudi poskrbimo za naše zdravje. V lanskem letu so slovensko Istro prizadela huda neurja s poplavami, ki so povzročila veliko škode. Mestna občina Koper je v ta namen objavila poziv upravičencem k oddaji vloge za dodelitev finančne pomoči za odpravo posledic nastalih ob teh nepriljubljenih naravnih dogodkih. Poziv velja za vse občane, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi, bila pa je ocenjena z aplikacijo Ajda. Do finančne pomoči so tako upravičeni tisti oškodovanci, ki jim je bila škoda na kmetijskih zemljiščih oziroma stanovanjskih objektih ocenjena na več kot 2000 evrov. Ter tudi tisti, ki so jim škodo na nestanovanjskih in infrastrukturnih objektih ocenili na več kot 10 000 evrov. Vloge, ki se zbirajo do 6. maja, lahko pošljete na naslov Mestne občine Koper oziroma na njen elektronski naslov. Za vse dodatne informacije se lahko obrnete tudi na medobčinsko službo za zaščito, reševanje in varstvo okolja medobčinske uprave Istra. V nedeljo se je v koprski areni Bonifika odigrala rokometna tekma med reprezentancama Slovenije in Severne Makedonije. Šlo je za 4. krog kvalifikacij za Evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto odigrano v Skandinaviji in sicer na Danskem, Norveškem ter Švedskem. Slovenci bi se predčasno na veliko tekmovanje uvrstili tudi s točko, saj so bili po 3 krogih v svoji skupini edini 100-odstotni, potem ko so poleg Makedoncev premagali že Litvo in Estonijo. V razprodani Bonifiki se je zbralo približno 3500 gledalcev, med katerimi je bilo ogromno gostujočih navijačev. Naša izbrana vrsta, ki je bila v tem ciklusu precej pomlajena in zdesetkana, je bila boljši tekmec vse od uvodnih minut, ko si je že preigrala neulovljivo prednost. Prvi polčas je z odlično igro dobila z rezultatom 20-12, v drugem polčasu pa je le še stopnjevala vodstvo, tako da se je tekma končala z rezultatom 38-27. Ja, eno super vzdušje, lepo je bilo res danes biti tukaj v Kopru, polna dvorana, čeprav je bilo tudi res dosti njihovih navijačev, so jih naši na koncu preglasili in ja, mislim, da zaslužena zmaga. Nismo delali preveč napak, naredili to razliko in na koncu držali to celo tekmo. Ja, mislim, sigurno je težko zdaj v enem tednu, ko smo imeli oziroma naredili smo par treningov, težko je zdaj neko toplo vodo izmišljati, ampak smo igrali neko klasiko, čim bolj enostavno, imeli nekih par fint, bomo rekli, ampak ja, bomo rekli, da glede na to, koliko treningov smo naredili, je vse dobro izgledalo in uvrščeni smo na Evropsko prvenstvo, to je najbolj važno. Ma super, res je zmeri lepo, zmeri prije dosti ljudi, res je super hala, res vse super tukaj, dobro se počutimo in res še posebej za nas Primorce je sigurno lepo prije, da smo bližje domu in ja, vse super.
Pri Slovencih sta zaigrala tudi dva Koprčana, Staš Slatinek Jovičić ter Aleks Vlah. Prav slednji je bil z 9 zadetki tudi najboljši strelec in igralec tekme. Kot že rečeno, so se naši s to zmago že uvrstili na Evropsko prvenstvo, tako da bo naslednji reprezentančni ciklus v mesecu maju rezultatsko nepomemben. Takrat se bodo slovenski rokometaši sprva na domačem terenu pomerili z Estonci, za konec pa sledi še gostovanje v Litvi. V ponedeljek so se pričela gradbena dela za obnovo vozišča na Cankarjevem in Kidričevem nabrežju ter Stenkovi ulici v Piranu. V sklopu rednega vzdrževanja bo odstranjena stara asfaltna prevleka in vozišče bo prepleteno z novim asfaltom v skupni debelini 12 cm, prav tako se bo uredila nova kabelska kanalizacija za javno razsvetljavo. Dela, vredna 177 000 evrov z DDV-jem, bodo potekala v 3 fazah in bodo predvidoma zaključena do 19. aprila. Promet bo v času del urejen izmenično enosmerno semaforji. Ob tem pa še novost, v času gradbenih del, ki lahko povzročijo občasne zastoje, so podaljšali dovoljen čas brezplačnega postanka v starem mestnem jedru iz 15 na 30 minut. Ekološka kmetija Kršinar ni več samo kmetija, po novem ponujajo tudi prenočišče. Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika. V soboto 22. marca bo ob 18. uri v dvorani Svetega Frančiška v Kopru potekal koncert ob materinskem dnevu v izvedbi pihalnega orkestra Marezige. Ob 19. uri v Kulturnem domu Izola sledi nastop Nine Strnad ob spremljavi pihalnega orkestra Izola. Ob 20. uri pa bo v areni Bonifika v Kopru potekal jubilejni koncert skupine Kameleoni, ki praznuje 60 let delovanja. Za trenutek prisluhnimo njihovi skladbi Sjaj izgubljene ljubavi. Gleda čuka dolaziš i sjajal tamnu noć. U snu si moje bila ljubav mi, al drugome pripadaš ti. Ti ne osjećaš moju ljubav. Ljubav jednog mladog dečka. I sve što sam imao, tebi sam dao. Na isti večer, ko bodo v areni Bonifika prepevali Kameleoni, pa se bo v Hangar baru v Izoli odvijal koncert zasedbe Fish on Mars. Pričetek dogodka ob 21. uri. Naslednji dan v nedeljo pa se lahko odpravite še na en glasbeni dogodek, namreč ob 18. uri bo v Auditoriju Portorož potekal koncert pihalnega orkestra Piran. Na ponedeljkov večer pa bo oder Kosovelovega doma zasedla kultna slovenska zasedba Njet. Tokrat se bodo predstavili v akustični izvedbi. V torek 25. marca pa bo ob 17:30 v Auditoriju Portorož na sporedu komedija Janezi v produkciji Pop-up teatra. Ob 19. uri pa v Art Kinu Odeon v Izoli sledi projekcija dokumentarnega filma Praslovan, ki priča o zgodbi slovenskega glasbenika Zorana Predina. Po filmu sledi pogovor z režiserjem Slobodanom Maksimovičem in glavnim protagonistom. Na sredo 26. marca bo ob 20. uri v Centru Mladih Koper potekala 57. edicija stand-up Bunga večera, ki ga bo povezoval komik Marko Žerjav, na isti večer pa se bo odvil tudi poseben Rose Battle.
Na četrtkov večer v Centru mladih Koper sledi večer neodvisnega kratkega filma Mini Grossman 1. Gre za primorski podaljšek Grossmanovega festivala, filma in vina, ki pa bo v Koper prišel še dvakrat v prihajajoči spomladi. V petek 28. marca pa bo ob 20. uri v Centru mladih Koper potekal večer gledališke improvizacije Improliga. To je z naše strani vse, hvala za ogled in se vidimo prihodnji teden. To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.